Da vam ne jemljem več časa, vam kar predajam besedo, da se predstavite za tiste, ki nas gledajo, pa vas mogoče še ne poznajo, in poveste, čemu je namenjena vaša delavnica. Dober dan, sem skupaj, pozdravljam vas v imenu ekipe Bontončka. Danes bomo z vami Špela, Živjo, Aljoša, Živjo. Mene že poznate, sem Katrin in Samo enega selfija, malo pomahajte. Ja, živjo. Ok, no, Samo je pa moj osebni asistent. Ga tudi že nekateri poznate od ponedeljka. Namen naših delavnic je rušenje oziroma zmanjševanje stereotipov o tem, česa hendikepirani ne zmoremo. In tako kot vsakič, bomo tudi danes se dotaknili ene besede. Že dlje časa govorimo o hendikepu, pa vendarle še vam nismo povedali, kaj to dejansko pomeni. Hendikep pomeni neko stanje, to, da oseba mogoče ne vidi, ne sliši, ne more hoditi oziroma se premika na kakšen drugačen način in lahko še karkoli drugega. In pomembno je to, da se osebi ne pripisuje nezmožnosti. To, kar smo ugotovili na prejšnji delavnici, da nismo invalidi, ampak lahko opravljamo enake aktivnosti kot vsi drugi. Je pa res, da se srečujemo z ovirami v okolju, ki nam velikokrat onemogočajo oziroma otežijo, da bi nekatere stvari lahko bolj enostavno opravljamo. No, to pomeni, da imamo ovire v okolju in ovire v naših prepričanjih. In čez vse naše delavnice rahljamo naše stereotipe oziroma naša zmotna prepričanja. Danes se bomo pa dotaknili tudi ovir v okolju. V letošnjem letu, ko smo začeli izvajati projekt Bontonček na šolah, smo se ravno ekipa, ki smo danes z vami, soočili z nedostopno šolo. Kaj to pomeni? Kaj mislite? A je pomembno, da je šola oziroma katerakoli izgradba dostopna? Je to pomembno? je pomembno. Je. Je pomembno, seveda je pomembno. No, in to, da je šola oziroma, pa bom pokazala kar nekaj fotografij, kako smo se s tem soočali. Evo, a imamo prvo fotografijo, to pomeni, ker je bila šola nedostopna, smo prišli do učilnic, da smo mogli iti čez en travnik in potem čez stranski vhod, ki tudi ni bil prilagojen. To pomeni, da ko smo prišli v učilnico, prvo, kar je, smo vsi umazani, veliko več časa smo porabili, kot bi običajno, in pravzaprav še z nekaterimi zagatami, ki jih pa bomo tudi zdaj malo bolj podrobno pojasnili. Zdaj pa tako, da boste tudi ostali še poznali, kdo smo. Prej sem že rekla, da hendikep in s tem stanjem se lahko že rodimo, ali ga pa kasneje pridobimo. Špela, kdaj si se srečala s hendikepom? Jaz sama imam hendikep od rojstva in sem zaradi hendikepa tudi v bistvu na vozičku. Lahko pa pokažem, da hendikep ni vse in da oseba, ki je na vozičku, tudi zmore par korakov in se presede. In opazili ste, da se Špela lahko premika tudi na način, da še nekaj hodi. Vendar, ko smo prišli na to šolo, Špela, a je bilo zate enostavno? Ti si pa šla potem po stopnicah, najprej po stopnicah navzgor, potem po stopnicah navzdol. A je bilo to enostavno? Ne, zame vsekakor to ni bilo enostavno, ker kot ste sami lahko opazili, delam počasnejše korake in tudi se hitreje utrudim. Zato pač bilo je okrog približno 50 stopnic in
vzelo mi je to veliko energije. Pa tudi mogla sem se na vsake toliko metrov spočiti. In vsekakor ni bilo enostavno. Aljoša, kdaj si se počutil s handicapom? No, jaz sem se pa dejansko, sem imel eno zgodbo pred 7 leti, sem se zlomil hrbtenjačo, zadnjo pa je v več jih tudi ne čutim in uporabljam voziček. Zdaj dostopnost, ki si omenila, bi mogoče kar omenil v bistvu, ja, pač se popolnoma strinjam. Dejansko je čisto drug občutek, ko prideš nekam sam. Večkrat sem pa tudi doživel, ja, ko so te tudi nosili po stopnicah, kakor drugače, skratka, ne samo, da ni prijetno, tudi v bistvu nisi enakovreden dejansko z drugim. Ko pa prideš, ko je pa nekje dostopen vhod, da pridemo vsi tja, je pa to čisto drug občutek. Predvsem pa ta občutek verjetno, da sam lahko prideš, da ne potrebuješ pomoči takrat, kadar res ni nujno potrebno. Tako, pa da ne obremenjujemo, ne vem, nekdo, lahko da tam na šoli tudi ne bi bil noben pripravljen na časa, ja, da nisi tudi odvisen od nekoga drugega, da dejansko sam razpolagaš s svojim časom. Tako, dobro. No, zdaj v nadaljevanju nam pa bosta Špela in Aljoša predstavila nekaj aktivnosti, ki jih opravljate v svojem življenju. Špela, katere aktivnosti nam boš predstavila? Predstavila vam bom kolesarjenje in pa sedeče smučanje. No, bom jaz kar poiskala fotografijo za prvo Špelino aktivnost. V bistvu že kot majhna deklica sem kolesarila s pomočjo tricikla, ampak z leti sem postala prevelika za ta tricikel. Poleg tega je postal tricikel, ni bil več izpraven za uporabo in sedaj je v naši družinski domači kleti. Sem pa, se mi zdi, našla zelo praktičen nadomestek temu triciklu. Ja, kot lahko vidite na sliki, je to sobno kolo. Z njim kolesarim znotraj prostora v moji sobi in lahko bi rekli, da kolesarim ravno tako, kot bi to počela zunaj. Poleg tega se mi pri tej aktivnosti zelo sprostijo mišice in res imam tisti pristen občutek, da v bistvu športam, tako kot ostali. Kaj mislite, a Špela smuča tako kot vi ali na kakšen drugačen način? Ja, jaz sem to že videl. Gašper, kako pa je to izgledalo, ko si videl? To, da si v počepu, pa smučaš. Okej. No, pa poglejmo, kako Špela res smuča. Jaz v bistvu smučam s pomočjo pripomočka za sedeče smučanje, ki se imenuje ski. In ta postopek poteka tako, da se v bistvu iz vozička presedem v to smučarsko školjko. Tam v tisti školjki me smučar, ki me spremlja pri moji aktivnosti, pripne. To me nič ne boli ali kakorkoli ovira. Potem se tudi sam spremljevalec smučar pripravi na aktivnost, se pravi, da si nadene smuči in odideva skupaj do prostora za vlečnico. Potem pa v bistvu sama vlečnica naju povleče skupaj z viskijem navzgor po bregu. Ko prideva do vrha, se v bistvu spustiva na tak način podobno kot vsi ostali smučarji in sicer, da v bistvu delava zavoje. To je zelo tak
rekla, fantastičen občutek, ker mi daje občutek adrenalina, ta aktivnost in res to počnem z največjim veseljem, vse to počnem že dobrih 18 let. Zdaj me pa zanima, a poznate še kakšno drugo smučanje kot smučanje? Kakšno idejo, kje se da še smučati? Kaj točno? Katrina, lahko ponovite vprašanje? A se da še kje druge smučati? Na vodi. Ja, na vodi. Kaj pa mislite, ali Aljoša lahko smuča na vodi? Ja, Kako pa? Kakor jaz vem, se mora tam na vodi oziroma na stati, pa se potem to plovilo vleče. verjetno nekšen pomoček uporablja. Ja, kaj je podoben kakor špela. Tudi nekaj podobnega kot špela. No, pa nam bo Aljoša predstavil, kako pa on smuča na vodi. No, mogoče za začetek, pred svojo poškodbo v bistvu res nisem dejansko niti nobenega na vozičku poznal. Nobenih aktivnosti, v bistvu, ja, tudi to bi me šokiralo, ko bi videl recimo špelo, da lahko ostane, sem pač enačil, sem mislil, kdo je na vozičku, pač ne hodi, to je to. Za adrenalinske športe, ja, sem dejansko imel isto premišljevanje, pač to verjetno itak ni možno, pa smo videli včeraj Marijo pri skoku s padalom. No, tako sem pa sam v bistvu kakšno leto od poškodbe, ko sem dobil vabilo na en takle kamp, smučanja na vodi in nič. Sem v bistvu kar se odločil, kakorkoli nisem v bistvu bili za te adrenalinske športe, ampak ja, sem se res hotel poskusiti. Zdaj, če se verjetno poznate, zdaj da se smučati na vodi, da te vleče kak čoln, ali pa da je prav taka ena žičnica. Tako da ja, dejansko, no, kar je prilagojeno, v redu, čelada, rešili, jopič, to itak, drugače je pa, no, niso v bistvu smuči, ampak je tale board, kot za pač snowboard, v bistvu tudi za po snegu. Gor je pa en prilagojen dejansko sedež, posebej narejen, podobno kot pri smučanju na snegu, kamor se presedem sam, oziroma so me potem že kar tudi spreševalci tam pomagali. Zdaj, kako poteka, štartaš v bistvu s pomola. In ja, dejansko te pač tale žica, ki jo vidim v vrhu, na začetku te pač potegne in je to res ena velika sila, velika hitrost. Tako da je trajalo, no, na začetku sploh 5-6 krat, da si bil v bistvu po nekaj sekundah, pa si bil samo v vodi, pa so te samo ven pa noter. Potem pa, in to je pa teruka, pa so valovi, ampak ko ti pa enkrat uspe, ko pa, ne vem, da se dejansko zaveš in da je to ta ena velika hitrost, ne vem, ne morem sploh opisati, res ta občutek neke samostojnosti. Ja, omenil sem, to je bilo tudi kako leto od nesreče, v tistem času si še niti ne veš vozička, si še bolj počasen in vse to, tako da to mi je bil kot nek nov svet, mislim, občutki res neverjetni, dejansko niti na nič drugega ne moreš razmišljati, premišljevati si samo v tem, da ja, samo uživaš, to je to. Mene pa zanima, kaj misliš, Aljoša igra kakšen skupinski šport? Kjer skupinski šport bi lahko Aljoša igral? Imamo kakšno idejo? Košarko. Prosim? Košarko. Ali pa imaš žogo? Dajmo videti, če je to košarka. Imam žogo, moram priznati, da ja, da isto spet pred nesrečo, od teh vseh športov sem dejansko poznal samo košarko na vozičkih. No, tukaj pa upam, da mi bo uspelo, da pokažemo, kako se žoga pobira. Tako. V bistvu rokomet, kar me kot bivšega nogometaša še toliko bolj veseli, me je razveselilo, ko sem slišal, da so začeli z rokometom, ker ja, je spet možno dajati gole. Ja, kar se prilagoditev, ali pa malo še počakaj, kar se prilagoditev tiče, v bistvu gol je malo nižji, pravila so pa več ali manj ista, koraki so recimo, imaš žogo v naročju, pa dvakrat se lahko poženeš, tretjič so pa že koraki, se pravi, moraš ali podati ali vršiti žogo.
Nič, mogoče bi vam kar en kratek posnetek od prve v bistvu uradne tekme slovenske reprezentance, prijateljske s Hrvaško, en kratki posnetek, če bi vam pokazal samo malo. To nas smo že. Rokomet kot rokomet. Tako da ne obstaja samo košarka, ampak dejansko je res ogromno enih takih in drugačnih športov, mogoče s kakšnimi posebnimi pripomočki, ampak marsikaj se še vedno da. No, ker je pa to festival Igraj se z mano, smo pa vsi gledali tudi otroci, čeprav smo že odrasli, pa bo zdaj nam Aljoša še eno špico. Recimo, ja, tudi en posnetek. Ko se spominjam kakih teh otroških igrišč, sploh v svoji mladosti, pa tudi še kasneje, se dejansko ne spomnim, da bi bili tam kakšni otroci tudi na vozičkih. Pa tudi, če bi me kdo vprašal, če so kakšna igrala prilagojena, ne vem, mislim, si ne bi znal niti predstavljati, ne bi vedel. No, tako pa sem v bistvu slučajno enkrat, verjetno kakih nekaj let od poškodbe, pa dejansko v parku čisto blizu, kjer sem doma. Smo že tukajle. Vrtiljak dejansko, tako se pravi, ali pa če damo še enkrat taki kratki posnetek. Skratka, pripelješ se gor, potem je tole ogrodje, si daš samo za sabo in tale volan, oziroma zgleda kot volan, tale obroč v bistvu vrtiš in se dejansko vrtiš v krogu, kar mi je super. V bistvu za otroke, da lahko dejansko probamo, vem, da zgleda mogoče starejše, dejansko tudi vse malo starejše, ampak zakaj pa ne, mislim, me še vedno veseli in tudi dan danes, ko grem tam mimo, se z veseljem zavrtim, če ni glih zasedeno. Aljoša, hvala. Imate mogoče še kakšno vprašanje? Lahko danes vam lahko karkoli odgovorimo, karkoli vas zanima. Jaz imam eno vprašanje. A lahko vozičkarji, mislim, če, kako bi rekla, lahko špilajo nogomet? To bo pa zate, Aljoša. Kako, če lahko igrajo nogomet? Ja. Rokomet je zaenkrat neka najbližja varianta, čeprav pa res imam bratranca, ki je zdaj 13-14 let star, je pa bil 5-6, ko sem se poškodoval, pa sva vedno nabijala žogo in kar sem na vozičku, sva v bistvu ste takoj, seveda verjetno otroci, ko so tak tudi iznajdljivi, dejansko so začela takoj v smislu špilati fuzbal, on mi meče žogo, jaz mu jo udarjam z glavo nazaj in je on golman, ali pa si jo oba podajava z glavo. Tako da so tudi te variante v bistvu, ja. Pravim, se da, marsikaj se da. Super, Aljoša, no to si pokazal, predvsem je pa pomembno, kako doživljamo neko stvar. Ni treba, da je točno tako, tudi Štela nam je prej pokazala, ona kolesari na sobnem kolesu, pa Štela, čeprav razumem, je tebi tako, da bi kolesarili, ne? Ja, občutek je isti, ja. In v bistvu gre za neko obliko sporta. Še kakšno vprašanje? Jaz imam v bistvu še eno vprašanje. Prej, ko ste predvajali posnetek rokometa, sem opazila, da so kolesa na vozičkih nekako drugače postavljena. Ja, to so pa prav ti posebni športni vozički, uporabljamo jih tudi pri košarki, ja, so malo bolj navzven, pa si bolj v bistvu stabilen, pa hitrejši, lažje se obračaš. Dejansko na temle sobnem ne bi bil niti približno tako hiter. Ja, no, poleg vsega pa imajo še ti košarkaški, v bistvu, ne vem, če ste tudi videli, tako naprej eno jekleno konstrukcijo ogrodja, da se pač lažje zaletavamo in da se pač ne zlomi tako hitro. Tako da, ja, skratka, za kakšne te športe pa mora biti nek poseben športen voziček.
Pa še eno vprašanje imam. Kje ste prej rekla, da so ta igrišča, ki so prilagojena za osebe na vozičkih? No, to sem pa v parku Navje v bistvu. V Ljubljani. Konkretno ta vrtiljak, slišal sem pa tudi, da so tam pri Žalah, v tem novem parku, da so tudi nekaj igrala. Posebej prilagojeno, nisem pa še probal, to me pa še čaka. Cool. A pa obstaja kak seznam, recimo, kje so igrišča, ki so dostopna? A je to kje zbrano, recimo, če imamo koga v publiki, ki gleda, pa ga zanima, kje bi lahko našel dostopno igrišče? To pa ne bi vedel, v bistvu dobra ideja, mislim, za preveriti ali pa mogoče celo narediti eno tako bazo. Ne bi bilo slabo, tako da hvala. Z veseljem. Mogoče pa ideja do jutri, da do jutrišnje delavnice tisti udeleženci, ki pač boste tudi jutri, poiščete, če kjerkoli v vašem okolju obstaja kakšna prilagojena stvar, pa nam boste jutri povedali. To pomeni prilagojeno ali za osebo, ki uporablja za gibanje voziček, ali pa za osebo, ki ne vidi. Predvsem za ti dve bodite pozorni. Pol se vam pa zahvaljujem, da ste bili z nami in se jutri ponovno vidimo. Adijo! Hvala vam. Hvala, se vidimo. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.